dekan Filozofske fakultete, dr. Roman Kuhar, spoštovana predstojnica oddelka za zgodovino, dr. Alenka Cedilnik, cenjene kolegice in kolegi, študentke in študenti, gostje in gosti. Dobrodošli na Filozofsko fakulteto, na odprtje razstave Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941-1945. Slovensko himno je zapel kvartet, ki se je posebej za to priložnost zbral in pripeljal iz obmejnega mesta Rogaška Slatina. Eden izmed članov je pričevalec tudi na tej razstavi, vsi pa so odraščali na bregovih mejne reke Sotle, ter so tako ali drugače otroci meje. Meje namreč zaznamujejo družbo in posameznike, vplivajo na njihov razvoj in življenje. Še najbolj so meje vplivale na življenje Slovencev v 20. stoletju, ko smo pristali v različnih nacionalnih in večnacionalnih tvorbah ter bili z vznikom tako imenovanih trdih meja razdeljeni. Morda je tudi to razlog, da so se v času rojevanja resnično samostojne Slovenije njeni snovalci odločili, da bodo za državno himno v duhu internacionalizma določili 7. kitico Prešernove Zdravljice, ki govori o nesmiselnosti meja med narodi. K uvodnemu nagovoru vabim dekana Filozofske fakultete, profesorja dr. Romana Kuharja. Spoštovana predstojnica oddelka za zgodovino, docentka dr. Alenka Cedilnik, spoštovani vodja projekta, profesor dr. Božo Repen, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage študentke, dragi študenti. Na letošnjem Borštnikovem srečanju je veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo uprizoritev dobila predstava z naslovom 6, ki, kot je bilo zapisano v obrazložitvi nagrade, tematizira objektivizacijo migrantov in beguncev in osvetli tragično stanje družbe, v kateri strah, rasizem in ksenofobija aktivirajo demone, katerih posledice bomo šele videli. Predstava, so zapisali, je ogledalo licemerstvu vsega, kar družba kot taka mislimo, da smo, tega, kar zares smo, in tistega grozljivega, kar bi lahko postali. Ob podelitvi nagrade je eden od umetnikov na odru tam zbranim politikom poočital, da je država zaprla meje pred ljudmi, ki so bežali pred vojno, nasiljem in smrtjo. Ob tem je kamera televizije Slovenija ujela obraze politikov v dvorani, ki so se ob tem očitku nasmehnili, češ stvari niso tako enostavne. In verjetno so imeli prav, stvari res niso tako enostavne, da bi jih naslavljali z enostavnimi rešitvami, kot je enostavno postavljanje žičnatih ograj in bodečih žic. Ta zgodovinski trenutek kliče po resnem razmisleku in prav zato sem bil izredno vesel informacije z oddelka za zgodovino, ko so mi sporočili, da v okviru svojega raziskovalnega projekta pripravljajo razstavo Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. K veselju seveda niso potrovale te teme, ki so povezane s človeškim trpljenjem, nesrečo, tragedijo, pač pa dejstvo, da današnji čas, ko vse povsod rastajo nove meje, fizične v prostoru in mentalne v glavah, nujno kliče po zgodovinski refleksiji ne tako oddaljenega časa, ki bi nam moral biti v opomin, da je svet bodečih žic in žičnatih ograj napačna pot, ki lahko vodi le v novo človeško tragedijo. Razstava, ki je pred nami, prikazuje, kaj je za tu živeče ljudi pomenilo 560 km okupacijskih meja, ki so bile po zasedbi slovenskega etničnega ozemlja leta 1941 postavljene na tej zemlji. Ljubljana je bila obdana žico, prav tako Metlika, Novo mesto, Idrija, Črnomelj. Ob nekaterih mejah so bila minska polja, žične pregrade, postojanke s strojnicami. Ponekod so ob mejah s prisilnim delom lokalnega prebivalstva podrli vse stavbe in posekali gozd, da bi lažje nadzorovali obe strani meje. Te meje so botrovale vojnemu nasilju, deportacijam prebivalstva, pobegom, ilegalnim prehodom.
Vsemu temu, kar grozljivo spominja na podobe in besede, ki jih danes poslušamo in gledamo o 7:30 zvečer na televiziji. Ampak vse te grozote se niso končale leta 1945. Za tamkajšnje prebivalce so bile mine, ki so ostale ob meji, glavni krivec za številne smrtne žrtve še precej let po koncu vojne. Dobitnik letošnjega Borštnikovega prstana, igralec Janez Škof, je v svojem zahvalnem govoru med drugim dejal: Včasih je treba kričati, če sploh še želimo slišati tistih nekaj osamljenih glasov humanizma. Če odkot, potem morajo ti kriki humanizma prihajati tudi z filozofske fakultete. Želim si, da bi bila ta razstava glasen krik in opomin, kajti tu ni prostora za uravnoteženost, tu ni prostora za projekt kontra, tu ni prostora za neangažiranost. Ko gre za človeška življenja, bi prostor moral biti namenjen le humanizmu, pomoči in solidarnosti. Iskrene čestitke avtoricam in avtorjem razstave, hvala, da niste tiho.
je bila zadnja skladba, ki jo je Akademski pevski zbor pod vodstvom Franceta Marolta zapel v Unionski dvorani 11. decembra 1941, dan pred začetkom 3 leta trajajočega kulturnega molka, svojevrstnega upora proti okupatorju. Pesem, ki predstavlja simbol slovenstva, Lipo, je požela največji aplavz večera. Zaradi vala navdušenja je dvorano naglo zapustil najvišji predstavnik Italije v ljubljanski pokrajini Emilio Grazioli, ki je načrtoval, kot je zapisal sam, izenačenje rasnih meja z novimi državnimi mejami Italije. Z drugimi besedami, Slovence je obsodil na poitalijančenje, v najslabšem primeru na smrt. Z razstavo obeležujemo pretek polovice raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo spet nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško, vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, v okviru katerega je bilo upravljenih več kot 60 intervjujev s pričevalci ter več 10 terenskih raziskav in raziskovanj v slovenskih, hrvaških, srbskih, nemških in madžarskih arhivih. Več o motivih za omenjeno raziskavo ter v njenem poteku pa bo povedal vodja projekta profesor dr. Božo Rebek. Spoštovani gospod dekan, spoštovana predstojnica, spoštovani. Najprej seveda zahvala vsem v požrtvovalni raziskovalni ekipi, ki dela mnogo več, kot bi nalagala skopa odmerjene raziskovalne ure. In dekanu, profesorju Romanu Kuharju, ki je imel razumevanje za našo razstavo in sporočilo, ki ga želimo z njo dati sedanji generaciji naših študentk in študentov, upamo pa seveda, da še komu drugemu. Razstava Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja, življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941-45 je, kot je bilo že povedano, le delni rezultat projekta o okupacijskih mejah, ki ga izvaja naš oddelek za zgodovino skupaj z nekaj drugimi partnerji. Vsi so našteti na vabilih in na panojih razstave. Naredili smo že razstavo v Rogaški Slatini kot obmejnem mestu, pripravljamo še nekaj regionalnih, o Beli krajini, o Dolomitih, o Prekmurju, načrtujemo tudi Ljubljano, ki je bila med drugo svetovno vojno prvič in upamo tudi zadnjič obmejno mesto. Razširjena in dopolnjena razstava bo prihodnje leto ob obletnici začetka druge svetovne vojne in upora proti okupatorjem gostovala tudi v Državnem svetu. Državni svet bo, kot nam je obljubil predsednik, poleg razstave finančno podprl tudi znanstveni posvet, ki ga bomo organizirali tam in izdaja referatov oziroma raziskovalnih rezultatov v knjižni izdaji, tako v slovenski kot angleški verziji. To jemljamo kot priznanje, da imajo naša znanstvena prizadevanja širši družbeni pomen. Bo pa, upamo, tudi priložnost, da se bo v Državnem svetu slišala še kakšna drugačna beseda, kot smo je bili vajeni v zadnjih mesecih. Naj opozorim še, da ima pričujoča razstava še en del v 5. nadstropju fakultete, ki si ga lahko danes ali pač v času trajanja razstave ogledate. Tam prikazujemo, kako delamo na terenu in kako so raziskovalno delo vključeni študenti in študentke, dokumentarne posnetke z terena, del intervjujev pa tukaj na televiziji. Razsežnost teme, ki jo predstavljamo, ni vidna zgolj v materialnih ostankih okupacijskih meja, mimo katerih večina hodi, ne da bi jih sploh opazila, ali pa ne ve, za kakšne zgodovinske ustaline gre. Nanje naletimo kjerkoli na več kot 560 km nekdanjih okupacijskih meja, kot smo jih izmerili in vsaj na ključnih odsekih tudi prehodili. Meje gredo od zamočvirjenih porečij Mure in Drave do vrha Triglava, od Sotle in Kolpe do peči nad Ratečami, od predmestja Ljubljane preko Polhogradskih Dolomitov in Sorške doline do Idrije in naprej. Kakšna norost je lahko gnala ljudi,
da so na 2000 vlekli več 10 kg težke mejne kamne in neredke prelaze, še danes komaj dostopne tudi izurjenim planincem, postavljali ograje z bodečimi žicami. Kakšna ideologija lahko pripelje nek narod do tako iracionalnega markiranja prostora, ki naj bi mu pripadal tisočletja v prihodnost, zruši pa se v krvi in plamenih že po nekaj letih. Materialni ostanki meje so le vidni znaki takega početja. So še po desetletjih nezaceljene rane narave. Tisto, s čimer se predvsem ukvarjamo raziskovalci, so človeške rane, so ljudje in njihove usode. Kjerkoli v Sloveniji že stanujete, lahko brez večjega napora pridete peš do enega od 5 različnih mejnih območij in meja, ki so usodno zaznamovale življenje naših staršev in starih staršev. Kdo je torej bolj poklican od nas, da Evropo in svet opozori na brezumnost današnjih mejnih kamnov, zastraženih meja, kontroliranih ali zaprtih mejnih prehodov, strašljivih rezilnih žic, ki so, kakšen napredek, danes nadomestile staromodne okupacijske bodeče žice. Blizu 100 000 žrtev vojne, 6% slovenskega prebivalstva, 58 522 Slovencev v nemških in italijanskih koncentracijskih taboriščih, 688 v mađarskih, okrog 400 v hrvaških, blizu 20 000 v konfinaciji in na prisilnem delu, 80 000 v zaporih. Pomorjena edina skozi stoletje krute zgodovine, do tedaj še ohranjena maloštevilna strnjena židovska skupnost na slovenskem ozemlju. Načrti zaradi upora le delno uresničeni o izgonu 260 000 Slovencev. Etnocidno in genocidno ravnanje okupatorjev, prisilne migracije, begunstvo, skrivni, življenjsko tvegani prehodi meje, zaradi preživetja ali upora, smrt na minskih poljih zgolj zato, ker je nekdo želel iskati tolažbo k maši, ki jo je eno okupator dovoljeval, drugi pa ne. Kdo je torej najmanj poklican, da na to pozabi, če ne mi? Saj, če hočemo kot skupnost preživeti, preprosto ne smemo pozabiti. Če bomo to storili zato, ker se danes dogaja drugim in ne nam, se nam bo zgodovina vrnila. Le redko kdo pomisli, da bi se nam lahko že ob zadnjih jugoslovanskih vojnah, da bi namesto tega, da smo sami, takrat z večjim razumevanjem, kot ga premoremo danes, sprejemali hrvaške in bosanske begunce, kaj lahko Italijani in Avstrijci sprejemali nas? Ali pač ne? Zagotovo pa s podobnim odnosom njihove politike, kot ga ima današnja slovenska do nekih drugih beguncev. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi današnja generacija slovenskih milenijcev mladost preživela v begunskih taboriščih in bila danes razseljena po svetu? Ne zaradi ekonomskih razlogov, kot se sicer dogaja, žal, pač pa prisilno. Meja med tistimi, ki imajo vse, in tistimi, ki nimajo nič, ker so postali begunci, je zelo tanka. Mnogi v današnjih rekah beguncev so bili nekdaj premožni, pa so danes odvisni od pomoči drugih. Razmišljanje, da se take stvari dogajajo drugim, nam pa se ne morejo več zgoditi, je zelo kratkovidno. Med več kot 60 intervjuvarkami in intervjuvenci, koliko smo jih uspeli posneti doslej, ni niti enega, ki ne bi s tesnobo spremljal postavljanja rezilnih žic, zapiranja meja, plavajočih trupel v Kolpi in temu početju odločno nasprotoval. Vse to so že videli in doživeli kot otroci. Zaznamovalo jih je za vse življenje. Ne pozabimo, vsaka nova vojna se začne, ko naslednja generacija izgubi zgodovinski spomin. Naj naša raziskovanja in razstava, ki jo odpiramo, pripomorata, da ga današnja ne bo. Hvala.
posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašica, zagodi naj odmiva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad, ni mej. Po slemenih, oblačnih in po grabah, temačnih se od zmage do zmage naprej. Po slemenih, oblačnih in po grabah, temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Besedilo pesmi Hej brigade je zapisal Matej Bor oktobra 1942, ko je bival v Užičeni Ljubljani. Kasneje je v motivu za nastanek pesmi izjavil: Ko sem poslušal mitraljeze, ki so odmevali okoli Ljubljane, največ tam od Polhograjskih dolomitov, se mi je stožilo po kostah. Z drugo besedo, po svobodi, ki je bila navzlic vsem težavam tam, a je v Ljubljani ni bilo. Ljubljana res ni bila svobodna, saj je bila podobno kot Novo mesto, Idrija, Metlika in drugi kraji ožičena z bodečo žico. Bodeča žica je od njene prve množične uporabe v prvi svetovni vojni, na grozote katere se spominjamo tudi stoletje po njenem zaključku, postala simbol represije in odrekanja svobode. Opešen zgodovinski spomin je med drugim botroval temu, da je danes v šengenski Evropi brez meja njena južna meja v Sloveniji užičena z rezilno žico. A kot je bilo nekoč zapisano, so edine meje, prave meje med dnevom in nočjo, življenjem in smrtjo, upanjem in obupom. Vse vmes se mejam upre in jih nazadnje premaga. Tako so bile premagane tudi meje okupatorja na Slovenskem. V spomin in opomin zato vabim predstojnico oddelka za zgodovino doktorico Alenko Cedilnik, dekana Filozofske fakultete profesorja Kuharja in vodjo projekta profesorja Repeta, da simbolno gesto prerežejo žico in s tem tudi slovesno odprejo razstavo. Zdaj pa vabim vse, da si skupaj ogledamo razstavo. Hvala.